Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate Občni zbor Čebelarskega društva Slovenska Bistrica, pogovorni večer s patrom Karlom Gržanom, prvi večdnevni turnir v frizbiju v Slovenski Bistrici, kegljačice Impola neodločeno proti Brestu iz Cerknice, kegljači Impola premagali Ceršak 1. V Čebelarskem centru Slovenska Bistrica so se pretekli petek na občnem zboru sešli člani Čebelarskega društva Slovenska Bistrica. Prisluhnili so poročilom o delu v preteklem letu in sprejeli program dela za leto 2026. Nove izzive je predstavil predsednik društva Maksimilijan Prah. Že kolikokrat smo si zadali ambiciozne načrte, katere smo še nadgradili in potem izpeljali, kot se smo dobili. Verjamem, da to lokalna skupnost ceni skupaj z našim županom, kajti ekipa, ki smo trenutno skupaj, in s katero tudi nekako uspevamo pomagati društvo, z vso dnevo gledamo že obljubljene prostore praktičnega izobraževanja na Čebelarskem centru, v katerih se bodo tudi med drugim dvigovali medeni mehurčki. Kajti zavedamo se, da je znanje naša moč, s katero bomo izvedli še tako zahtevne projekte. Spoštovani prisotni, upam, da vam bo nadaljnje prijetno med nami in da boste domov odnesli prijetne občutke v letu, v katerem pa smo že krepko vstopili, pa vam želim veliko sreče, zdrave čebelice, pa vam najbolj veselje in ponos. Naj bledi. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli ponedeljek gostili pogovorni večer s patrom Karlom Gržanom. Karel Gržan je magister teologije in doktor literarnih ved. Je filozof, mislec, raziskovalec in opornik proti krasnemu noremu svetu, kot ga sam označuje. V pogovoru za Studio Bistrica je poudaril, da ga zanima veliko stvari. Od duhovnosti do astroarheologije, do medsebojnih odnosov, do marsičesa, torej skoraj ni stvari področja, ki bi me ne pritegovalo, ker v bistvu v osnovi sem radovednež in raziskovalec. Pišete tudi knjige. Kaj je vaša rdeča nit skozi vse te knjige? Različna področja. Najprej sem že omenil astroarheologijo, potem so medsebojni odnosi, potem so vprašanja, ki jih postavlja sodobni čas, te družbene teme, potem je pisanje za otroke, je pisanje za odrasle, razne. Tisti, ki štejejo knjige, pravijo, da je že tam okoli 50. Čemu zraven pisanja knjig posvečate vaš prosti čas in kaj še želite doseči? V bistvu sem pater, torej to me kar precej okupira, potem sem tudi kmet in pa raziskovalec. Kaj želim doseči? Načrtov imam še kar precej. Rad bi se nekje v začetku poletja umaknil malo v tihoto in tudi napisal še neka temeljna dela, ki me že nekaj časa izzivajo. V športni dvorani v Slovenski Bistrici je pretekli konec tedna potekal Ultimate Grip, prvi tovrstni večdnevni Ultimate Frisbee turnir, ki ga je organiziral domači klub. Pomerilo se je 9 ekip iz Avstrije in Slovenije, ki so igrale 5-5 mešano, kar pomeni, da sta vedno bili v ekipi 2 punci. Zmagala je ekipa Vertigo iz Nove Gorice pred avstrijskima ekipama GTV Gleisdorf in Augertner Ultimate Graz. Domača ekipa Rubber Duckies je osvojila 7. mesto, 5. pa so bili upokojeni, za katero je tekmovalo veliko igralcev iz Slovenske Bistrice. Več o turnirju je povedal vodja tekmovanja Žiga Orešič. V bistvu je to naš prvi večdnevni dvoranski turnir. Do zdaj smo organizirali samo enodnevne, pa smo naredili zdaj korak naprej, tako da iz tega vidika smo naredili eno prelomnico v našem društvu in se lotili malo večjih podvigov, večjih projektov in je zaradi tega nekaj posebnega. In kako sta bila s prikazanim zadovoljna igralca ekip upokojeni in Vertigo? Jaz sem navdušen, poskrbljeno je za vse, kar imajo klasični turnirji po Evropi, res je na nivoju, telovadnica je prostorna,
dovolj veliko igrišče, urejeno je za hrano, palačinke, vsi dodatki, tako da jaz sem res navdušen nad to organizacijo. Prilagodili smo se tako, da smo imeli že eno tekmo prej, kjer smo najdli naše pomanjkljivosti. Vedeli smo, da imamo kar visokega nasprotnika in smo probali zapreti te podaje, tako da smo zaupali bolj na našo hitro igro, na kratke podaje in tako dosegli več točk od oni. Jaz mislim, da kot zelo mlada ekipa smo se odlično odrezali, tukaj seveda manjka nam še nekaj izkušenj, mogoče par tehničnih stvari za popraviti, tako da mislim, da z treningi v naslednjem letu bomo tukaj, da bomo lahko tekmovali z najboljšimi, tako da sem res ponosen na svojo ekipo in upam, da bo naslednje leto še boljše. Kegljačice Impola so preteklo soboto odigrale tekmo 11. kroga 1A slovenske lige. V športnem parku v Slovenski Bistrici so se z ekipo Bresta iz Cerknice razšle z neodločenim izidom 4-4. Po tekmi smo pred kamero v studiu Bistrica povabili igralki obeh ekip. Moje mnenje o današnji tekmi je infarktno. Zadovoljne smo zelo. Trenutno na tem novem kegljišču imamo največji rezultat od naše ekipe. Nasprotnice so imeli večjega, ampak borile smo se za 4-4, tako da je bilo super. Ko sem že začela s stezo 200, sem pričakovala dober rezultat, nisem pa pričakovala toliko dobrega rezultata. Ampak ja, čutki so super, še kar sem v šoku. Podpora igralcev je pomembna zelo, tudi navijačev. Zelo je pomembno, če pride kdo sekundirati, sedi za tabo, da te pomiri, da ti pove, bom rekla, učiti te ne more, ampak lahko te pa pomiri, pa ti pove pač par stvari, pa je dosti boljše. Kegljačice Impola so na lestvici 1. slovenske lige na 5. mestu. Kegljači Impola so preteklo soboto odigrali tekmo 11. kroga 1B slovenske lige. V športnem parku v Slovenski Bistrici so premagali ekipo Ceršaka 1 6-2. Občutki od današnje tekme so fenomenalne, začela se je boljše se ne bi mogla. Glede mojega rezultata pa ja, odličen je bil, mislim, vse je šlo tako moje. Kegljači Impola so na lestvici 1B slovenske lige na 4. mestu.